Tako kot pravi pregovor, ne? Whenever I have a problem, then I sing, and my voice is a little worse than I supposed. I've heard in my ear, in my head. Jaz, ko pojem. In takrat uživam in odpiram glasilke, diham in uživam v zgodbah iz skladbe. Katerekoli skladbe. Ali je to moja avtorska glasba, ali je to poustvarjanje. Je pa velik ključen učinek, kako in na kakšen način se interpretira. Ali imitiraš neko melodijo, ali jo interpretiraš. Se pravi, to je velik učinek tudi glede na avtorsko glasbo. Jaz ko avtorsko glasbo svojo pojem, to je dejansko moje življenje, moj svet, katerega sem napisal skozi besedila in glasbo. Vse, kar zadeva tuje poustvarjene glasbe, je pa druga zadeva. Da je to je nekaj, kar že obstaja in že mnogi ljudje poznajo in uživajo, in ljudje potujemo skozi to tujo glasbo preko različnih, se reče, nekih krogov, poznanstv, in dejansko je to poslano od Boga, ne? Tako dejansko se to reče. S tem, ko pojemo, odpiramo svojo zavest, širimo svoje spoznanje. Vsak dan, če zapojem eno in isto glasbo, skladbo, se odpre neka nova filozofija, novo prepričanje, in tista glasba, naprimer, ko sem jo odpel včeraj, ali pa jo bom odpel jutri ali pojutrišnjem ali danes, kakorkoli že, to pomeni, da ta glasba ima vsak dan svoj učinek in svojo zgodbo, ne glede na situacijo. A je to preteklost, sedanjost ali prihodnost, v kateri jo zapojem. To je dejstvo. Ampak problem je pa ta širjenje pozornosti do drugih ljudi. Zdaj, če je to omrežje in se pogovarjamo preko omrežja, je ta situacija takšna, da sem jaz tukaj, vi me poslušate in spremljate prek medmrežja, preko zaslona. Je bil čas, ko sem tudi nastopil javno na televiziji in po drugih osebnih feštih so me ljudje poklicali na jel in smo se imeli fajn, čudovito. Ja, in tako da je glasba nekaj čudovitega, kakor jo človek dojame na takšen način. Ne glede na to, ali je komu všeč, ali sem komu všeč, ali nisem komu všeč. Kakšen je del zgodbe, neke skladbe, in vse ima svoj pomen in svoj razum, kako človek dojame vsako glasbo. To je to.